Dober dan, spoštovani gospod kardinal Franc Rode, lepo pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas danes. Hvala za vabilo. Kot se najbrž oba strinjava, je ta papežev obisk res naredil zelo velik vtis na nas Slovence, pa se je v pogovoru predtem že postavilo vprašanje, da je gotovo imel Franc Rode zelo veliko vpliva na papeža, da je sprejel to odločitev in prišel v Slovenijo. Vi ste bili takrat v Rimu, ne? V Vatikanu. In kakšno je vprašanje? Koliko ste vplivali na Janeza Pavla, da je prišel v Slovenijo? Tako, da se je vendarle odločil. Moram reči, absolutno nič. Seveda ne. To so bili, veste kaj, prvo, da si je papež Janez Pavel želel priti v Slovenijo, to je jasno. Je imel, v Sloveniji je imel dobre prijatelje, med drugimi vaš predhodnik, kanonik Merlak, ki je bil v stiku z krakovskim nadškofom Vojtilom, še prednje je prišel on kot papež v Rim, ne? In je potem, bi rekel, zdrževal te stike za Slovenijo preko družino. Družino je papež, torej Vojtila, prejemal v Krakov in jo je tudi več ali manj zasledoval, kaj se dogaja v Sloveniji. Je bil na tekočem o tem, kaj je v Sloveniji, kako je cerkev in tako dalje, ne? Ja. Tako da je poznal nekako našo sredino. No, drugo vprašanje. Tako. Papež je na obisku opozoril na zbeganost evropske kulture, izgubljanje smisla življenja, nujnosti dialoga med kulturo in krščanstvom, ki nam ga danes manjka še bolj kot v času njegovega obiska. Kako se vam zdi oziroma doživljate, da je danes v Sloveniji? Ja. Gre torej vprašanje krščanska kultura v Sloveniji in to so pa fundamentalna vprašanja, veste kaj. Torej, v Sloveniji, glejte, imamo danes pravzaprav veliki glasovi, bi rekel, znanstvenega in literarnega sveta, s krščanskim navdihom jih je danes malo. Če vzamemo svoj čas, smo imeli recimo Rebula, velik pisatelj, ki je praktično slovensko literarno sceno obvladoval z svojimi umetninami, svojimi lepimi in bogatimi spisi, bodisi refleksivno, bodisi romani in tako naprej. Danes to nekako pogrešamo. Se pa javljajo novi talenti, recimo, ne? No, moram reči, da mi povzroča pozornost, zbuja mojo pozornost, en štajerski duhovnik, Branko Cestnik. Kako? Cestnik. Branko Cestnik. Če zasledujete njegove spise, piše zelo dobro, je zelo razgledan in se vidi pri njem, se vidi namreč tisti svet, miselni in kulturni svet, kateri je tudi meni precej blizu, se pravi španski in italijanski. In to pri Brankotu je zelo očitno in ta prvič zelo obvlada ta svet, po drugi strani pa tudi njegova beseda je pa izredno čista, izredno močna in tako da imamo tukaj en talent, ki se je že uveljavil in ki se bo še uveljavil. Zdaj začel pisati romane.
Bog mu požegnaj. So kar dobro branili sprejeti. Ja. Tako da, ja. Glejte, če se vrneva k papeževemu obisku, ne? Ja. Takrat vi ste z njim prišli iz Rima, z Vatikana ste ga spremljali. Nam lahko mogoče poveste, kakšen vtis iz letala, iz aviona, tega, ker mi ne vemo in nismo mogli doživeti. Ja, no veste kaj, jaz se spomnim, ko smo se s tem navadnim avionom od Alitalije, ne, sicer s papeževim grbom pri vratih, ne, ko smo se spuščali preko, bi rekel, do Brnika, ne, smo vsi pravzaprav bili presenečeni in navdušeni nad lepoto Slovenije. Slovenija je iz zraka, bi rekel, še lepša kot drugače. Ne? Ja, in smo bili vsi prevzeti nad lepoto te dežele, kateri se bližamo. Ne? Potem moram reči, med vožnjo me je papežev tajnik Dživiš me je poklical, jaz sem bil 2 sedeža za papežem, sem imel svoj sedež v avionu in je rekel, pridi sveti oče, hoče eno fotografijo s teboj. No, in sem šel, potem sem se usedel zraven papeža in so nas fotografirali. Ta slika je pa, če se ne motim, na Brezjah, tam jo eni frančiškani jo kažejo. Pater Ciril Božič najbrž, ja. Kako? Najbrž Ciril Božič. Ja. Ko sva midva s papežem sediva tamle v prvi vrsti, ne? Ja, lepo, no. Moram reči, Janez Pavel je bil izredno toplega, bi rekel, tople besede, toplega značaja, toplega pristopa do človeka, ne. In še, bi rekel, obisk pri njem je pustil izredno lepe, bi rekel, lepe vtise in lepe spomine. Z njim sem bil večkrat, vabil nas je svoje sodelavce, nas je redno vabil k kosilu. Vsake 3 mesece, kaj takega smo bili na kosilu pri papežu, kar se ni ponovilo potem ne pri Benediktu, ne pri Frančišku, še manj. Ne. No, in smo bili pri kosilu in se spomnim, potem, ko smo se vrnili iz Slovenije v Vatikan, to je bilo mogoče 3 tedne kasneje, ne, kaj je papežu Janezu Pavlu ostalo najbolj v spominu? Postojna. Postojna, ko smo omenili Postojno, Postojna. In to še 2 leti potem, kar se je to zgodilo, ko se je spominjal tistega srečanja z mladino, slovensko mladino v Postojni. Ne. Tisto ga je pa res tako prevzelo in moram reči, bil je izredno očetovski, prijazen, otroka lepo ujel, ga mal potepljal. Je bila pa ena mama, ki je prišla z otrokom, je pa kar k papežu planila, da bi tudi njo objel. Papež je pa takole ustavil. Ja, in je bila ona kar presenečena. No, in to pa ni hotel. Ne? Je bil zelo priseben, vedno vsak trenutek zelo priseben. Ja. No, vi ste bili ves čas srečanja z njim tukaj v Sloveniji, zdaj, ko ste že omenili Postojno, bili ste pa tudi zjutraj na dvorišču, ko smo prišli pet za rojstni dan na Nadškofijskem. To imamo potem tudi zunaj eno fotografijo, vam bom pokazala. Ja. Bili ste tudi na tem srečanju zjutraj, ko je imel rojstni dan v soboto zjutraj, ko so prišli moped na Nadškofijskem dvorišču, če se spomnite. Ja, no, ti si bilo zelo lepo.
Moram reči, je bila ta prizor je bil verjetno načrtovan, tako kot je bil, ne. Ja. Zjutraj, torej ena sestra iz bi rekel, je prišla z eno skupino fantičev in deklic, ne, se je zbrala na dvorišču, na škofiji in nekaj časa smo bili tam, spodaj gledali, no in potem se v drugem nadstropju, gor z drugega nadstropja, vidimo Janeza Pavla in nadškofa Šuštarja, ki gledata dol, začnemo ploskati, ne, no, in veselo, veliko veselje. In potem sta z liftom prišla dol. Je zanimivo, da je Janez Pavel imel izreden za fotografijo. Recimo, ko je prišel, so bili otroci pred njim, ampak takrat ni bilo nobenega fotografa, ali pa ni bilo za fotografirati, da bi njega fotografirali od zadaj. On se je takoj našel svoj prostor sredi v skupini teh otrok in ko je bil sredi teh otrok, so začele fotografije. In to je to. Ne? Ja, imel je izreden čut za, bi rekel, za zgled, za fotografijo. Vi ste nas pred obiskom, ne, takrat, ko so bile priprave v Sloveniji, ste nas v komentarju v družini Vse Slovence pozvali, da naj se množično udeležimo in pokažemo, kdo smo tega obiska. In Ja. nekako smo vas slišali Slovenci in smo se odzvali povabilu. Ja. Kako ste vi gledali na to množice, ki so se zgrinjale okrog papeža? A to, Vi kot to ja. množice, pa to. Ja. No, veste kaj, bili smo presenečeni, moram reči, bili smo presenečeni. Tudi glede na to, koliko nas je, koliko je ljudi v tej naši domovini, ne, in da so se take množice zbrale in da so bili tisti tereni, ki so bili pripravljeni za srečanje s papežem, da je bilo to res, to je bilo množično. In Janez Pavel je izredno cenil, bi rekel, da so se ljudje tako radi odzvali in tako množično odzvali za njegov obisk. Ne? No, in moram reči, da je Slovenija ali slovenska cerkev v tistem trenutku dejansko pokazala svojo najboljšo podobo. Res množično, potem zbrano, pobožno, resno, dobra organizacija, odlična organizacija, ne vem, verjetno so tukaj kakšni ljudje, ki so imeli pri tem svoj delež, ne. Odlična organizacija je bila, brezhibna, nikjer ni bilo nobenih bi rekel, da bi se kaj zataknilo, kaj ponesrečilo, nič. To je šlo gladko, je vse, kot da bi bilo, bi rekel, vse že globoko, bi rekel, prepričano, pripravljeno in izvedeno. Dobro, zdaj ena epizoda, recimo, ki bi lahko pokvarila obisk Janeza Pavla v Sloveniji. Namreč, ko smo se peljali iz Škofije proti Stožicam, ne, je na Dunajski cesti, bivši Titovi, ne, je bila ena skupina žensk, mislim, da je bila Vidmarjeva, ki so imeli pripravljeno eno striscione, rečejo Italijani, en napis, ne vem, proti papežu, ne,
ali za splav, ali proti, nekaj takega je bilo, proti papežu. In ne vem, kako je minister Šter, notranji minister, zvedel za tiste ženske. In smo šli počasi, ko smo prišli pred tisto hišo, one so bile gor v 3. nadstropju, ne? In so čakale, da bi razgrnile tisto svojo bili manifest, ne? Smo naenkrat od 50 na 150 šli z avti. In ženske so stale, pravzaprav s tisto svojo cunjo so ostale noter. In jo niso mogle pokazati. Ja, dejansko res ni bilo nobenega incidenta 3 dni pred obiskom. Ja, ni bilo nobene faušnote, ne? Ja, ne, res. No, moram reči, ampak to je bila tudi zasluga ministra in ne vem, kdo je tole javil, ne? Ker nismo vedeli, mi nismo vedeli. In seveda oni so računali tudi, da bo svetovni, bi rekel, tisk, pa tole, da bodo fotografije o tem. Tega ni bilo, ne? Ne. No, vi ste takrat tudi lepo napovedali, da bo Slovenija končno na svetovnem zemljevidu in res je bila, ne? Bilo je več kot 600 novinarjev tukaj akreditiranih. Ja. In so res takrat prvič v naši državi poročali tako po vsem svetu in pozitivno. Ja, no, veste kaj, moram reči, da so recimo tuji mediji, ne, da so, ja, dobro, ampak vse to ni bilo nič posebnega. Se so vsa potovanja po vseh deželah Janeza Pavla spremljali. To so bile, vedno so bile nekako senzacionalne, bi rekel, dnevi, ki so jih spremljali praktično vsi resni svetovni mediji so jih spremljali, tako tudi recimo na papežev prvi obisk recimo v Sloveniji. In jaz se spomnim, ne, ko smo se vrnili, potem ko smo bili že v Rimu nazaj, ne, koliko ljudi mi je reklo to. A se zavedate, kakšno promocijo vam je naredil Janez Pavel? Ne? Kakšna promocija je to bilo za Slovenijo? Tiste 3-4 dni najprav, vsi časopisi so pisali o Sloveniji in to z veliko simpatijo, z veliko naklonjenostjo, ne? Tako da so predstavili, bi rekel, podobo ene dežele, enega naroda v najlepši luči. In smo bili kar malo ponosni. Ja. Kateri dogodek pa je vam najbolj ostal v spominu? Mogoče srečanje s kulturniki v Mariboru ali Maše kot take? Veste kaj, meni se zdi, da je bilo najbolj, kar je bilo res višek papeževega obiska v Sloveniji, je bila Postojna. Jaz bi tako rekel, ne. To je bila mladina, res. Kako so peli, vsi bi rekel, so peli vse sorte, bi rekel tele, kolikor kapljic, toliko let, potem 100 lat Poljske, pa kaj že, Happy Birthday, pa tako da, ne. No, je pa, ko so začeli peti Happy Birthday, ki papež imel, ravno takrat je imel god, 20. maja. Rojstni dan je imel. Ne, rojstni dan, ne. In so začeli peti Happy Birthday to you. Je rekel, pa dajte slovensko. Ja. In potem ta znameniti stavek. Ja, potem so pa začeli kolikor paci, toliko let. Ne? Ja. Izjemno. Mogoče dava še kakšno vprašanje iz publike, če ima kdo na papežev obisk, seveda. Ja. Papež ima vas rad, je rekel v Postojni. Ja. Papež ima vas rad. Ampak, pravi, gospa, papež ima vas rad, je rekel papež v Postojni, če bi mogoče. a ja. Ja, tisto je bilo,
tisti je bilo, papež ima vas rad, ne, to je bilo v Postojni. Jaz sem mu tega, bi rekel, ta njegov stavek, sem potem večkrat, ali pa saj enkrat, v Vatikanu pri kosilu, sem rekel, sveti oče, tisti, veste, tisti papež ima vas rad, veste, je pa tam ena slovnična napaka, veste. Rekel, vi bi morali reči, papež vas ima rad, ne? Sem rekel, ampak je bila pa ta slovnična napaka verjetno bolj po polsko, ne? Sem rekel, je bilo pa še bolj simpatično in ljudje so znali ceniti, da ste to tako lepo, spontano po slovensko rekli, ne? Kljub temu, da je bila manjša napakica. Še Rafko? Samo dopolnitev. Kako? Rafko bi še nekaj. Škof Metod Pirih se tega tako spominjal, pravi, še ko sta šla proti odru. Ne sliši. Ja, Rafko, pridi bliže. Dorjan, lahko daš mikrofon, prosim. Prid sem, Rafko. Mikrofon. Kaj boš povedal? Ja, ti pa počas hodiš. Peď sem. Kaj vprašaš? Bom nekaj povedal v tej zvezi. Dajmo. Škof Metod je rekel, ko sta šla tja na oder, ne, a prav govorim, papež ima vas rad, ne, in Metod je rekel, ja, je tako. In kakor se je on zasmejal takrat, škof Metod, ne. Je pa ena druga slika, ravno z Postojne. No, to bi morda bolj zanimalo ministra Štera, ker naenkrat začne nekaj, niso vedeli, kaj je. In mladina na tistih sedežih, kjer so bili, je začela ropotati. Policaji, sem bil prav tam v bližini, niso vedeli, kaj pa je to, dokler niso videli, da jih je eden pomiril, da ni nič hudega. V spominu pa je ostalo tudi to, ko so potem mladina prihajali gor k papežu. Pa plesali so pred papežem. Ja. Vse so. Lepo bilo tisto. No, ampak gre za to, ko so prišli k njemu po vrsti, preko tega, ene se je pozdravil, ene objel in potem, ko so prišli nazaj na svoje mesto, tako so poklehnili, kot da bi bili pri obhajilu. Neverjetno, ne? In to tudi mladini ostane. Še nekaj, no, čisto tako brez zamere. Tisto leto ali leto prej so jabolka dobro obrodila in jaz sem rekel, bom bo papežu jabolka prav domača. Ajdaret, tako smo jih čuvali celo zimo. No, in potem nečakinja to nesla tja. Pa potem še en flašo domačega šnopsa, slivovke. Je sosed rekel, jaz bom za papeža to posebej izbral. Smo rekli, Franko, kar daj ti pripravi. In 5 litrov, 1 liter je šel njemu, eno asistenci, eno je ono hrano zase, eno sem pa jaz dobil, še eno je, ne vem komu je, v Ljubljani na Škofijih, ne. Tako da, kdaj so to spili, ne vem, ampak je bilo prava slivovka. Fino. Hvala, Rafko. Je mogoče kakšno vprašanje? No, saj verjetno že dosti, saj smo že dosti govorili. Ja, jaz bomo še malo neformalni, ne tako, da ne bomo samo tako. Jaz se vam res zahvaljujem, da ste danes tukaj z nami, da ste malo obudili spomine na ta res veličastni obisk. Nenazadnje smo papežu Janezu Pavlu hvaležni tudi za to, da vas je potem poslal k nam za nadškofa naslednje leto po obisku. Ja, takrat, veste kaj, meni so dali, da sem papežev govor v stolnici, dejansko on je začel in končal, vse drugo so pa meni dali in ti prej povedali. Ko smo se bližali, bi rekel, smo stopili v stolnico, mi je tajnik Čiviš mi je rekel, ti boš pa prebral večino papeževega govora, od 2 do 5.
ena pa 6 imel pa papež, ne, za prebrati. No, jaz nisem bil pripravljen, no, sem pa bral, seveda, sem bral slovensko, pa nisem imel nobene treme. Papež je pa tako rekel, tako se bere slovensko. Tako da, ja, hvala lepa za vaš čas, za vaše misli. Pa mogoče ena prošnja, taka neformalna, ampak resna, ne? Vi tudi sedanjega papeža srečujete, poznate, mogoče je čas, da mu namignete za kakšen obisk v Sloveniji. Mislim, da bi rabili spet eno potrditev v veri. Pri sedanjem papežu? Ja. Veste kaj, jaz moram reči, midva se s tem papežem ne poznava zelo veliko, zato ker je on pravzaprav stanoval je pred kratkim je stanoval pri svojih sobratih Avguštincih, ki so sosedje Vatikana. In se je mogoče par mesecev pred izvolitvijo papež Leon nastanil v 3. nadstropju iste stavbe, jaz sem pa v 4. nadstropju. Se pravi, sva bila soseda, sva se srečevala tu pa tam na dvorišču, ko je šel on v službo, jaz pa po kakšnih opravkih tudi recimo ali pa kaj takega pozdravlja, ampak kaj večjega, bi rekel, kaš večjih stikov nismo imeli. Tudi vsak je imel svoje delo, svoje bi rekel, obveznosti. Ne. Je pa, moram reči, papež Leon, on je Američan in ki ga je pa močno zaznamovala Južna Amerika. Predvsem Perun. On je delal na severu Peruja, če kažo, praktično med Indijanci, v zelo skromnih razmerah. Recimo ceste, pa kaj takega sploh ni, na konju recimo, s konji so potovali sem in tja in je imel zelo težko življenje. Zadnja leta je bil škof v Ciklažu, imel je tudi svoje probleme s temi ali onimi verniki ali pa duhovniki, kaj se in kaj, ampak v glavnem se je izredno, bi rekel, uživel v ta narod. Tudi njegov, rekel, ožji sodelavec še zdaj v Rimu, njegov prvi tajnik je en Peruanc, in to se vidi, da so ti Peruanci to niso samo potomci Špancev, to so mešanca, pol Indijanca, pol Španca, recimo, No, in papež Leon se je zelo uživel v ta narod in ta narod ga je izredno cenil. Pomislite, da so par tednov kasneje po njegovi izvolitvi so že v njegovem kraju, tam, kjer je bil v Čiglažu, postavili en skoraj 2 metra visok kip o njem, pa ne na njegovo prošnjo. Sam ni pa tudi kaj preveč protestiral, ker Frančišek tega ne bi prenesel. Dobro, jaz predlagam, da gremo še malo pogledati fotografije, pa zunaj imamo stol iz tega papeževega obiska, pa se še malo neformalno družimo. Če bo še kdo imel kakšno vprašanje, tam se nam je pridružil tudi gospod Šternik, ki je zadaj, če... No, lahko pa pozdravimo ministra Štera, ki je bil takrat, bi rekel, odlično vlogo igral kot notranji minister slovenski, da je vse potekalo brezhibno. Vse brezhibno in to, kot sem že omenil, ko so ene ženske tamle hotele papežu, tisti napis, ste vi pognali, bi rekel, avtomobile na 150, od 50 na 150, da so ženske zamudile in so ostale svojim, bi rekel,
s svojim napisom kar mirno, ne. No, tako da, to je vaša zasluga.